Lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v 16. epizodi AS podcasta. Moje ime je Tine Zupan, danes smo v rahlo okrnjeni zasedbi, ker je Denis Šme neprofesionalno izbral družino pred našim druženjem, ampak dobro, kogar ni, brez tega se mora. V naši družbi naš najboljši vratar na Areni Sport Slovenija, Nejc Vidmar, dober dan. Prav, čau. In na pol pokojni napadalec Tem Velikonja, ampak še vedno aktiven v svojem nogometnem svetu. Eti, živijo. Živijo. Okay. Začnemo seveda z najbolj bombastično stvarjo, ki se je zgodila včeraj. Erik ten Hag ni več trener Manchester Uniteda. Vemo, da se je zadeva dolgo vlekla, da je na koncu to morda celo izpadlo kot prepozna odločitev, glede na to že poleti, kaj je bilo. Nejc, o tem smo se pogovarjali mesece in se mi zdi kar neko vse splošno olajšanje, da se je to končno zgodilo. Ja, res je, tle bi se res strinjal. Pred parimi tedni, ko smo imeli tukaj podcast, si ti že omenil, in tle bi se res strinjal, da je sam par klubov tukaj v Evropi, tistih, ki za sebe lahko reče, da so največji v Evropi, Real, Barca, Manchester United in mogoče še Milan, in da lansko leto zaključijo na tem 8. mestu, pa potem osvojijo ta pokal, in je to nek pesek v oči vsem navijačem, konec koncev tudi vodstvu kluba, ki se je nekako pol tam vseeno odločilo, da nadaljuje pod Ten Hagom, da ustraja. Morda so upali na nek zasuk, podobno kot v Arsenalu pred leti pod Arteto, ko vemo, da je bil začetek res težak in da se je praktično celoten svet delal norca iz Arsenala, pa vemo, kje je zdaj Arsenal. Upali so potihamo na to, ampak ko se je sezona začela, smo takoj videli, da je rezultat isti, oziroma z nekimi osvežitvami v kadru ni prišlo do sprememb, želenih sprememb, in čakalo in zdaj ta vikend nekako dočakalo, končalo vse skupaj. In znotraj slačilnice jaz mislim, da je bilo tudi že neko nasičenost. Predvsem iz vidika mene je zamotila ta njegov odnos pred, po tekmah, kako je bilo javni nastop, kako je bilo to vse super. V bistvu vsi, cel svet vidi, da stvari ne štimajo. In pač pol tak nekako bežanje od realnosti in predavanje publiki oziroma navijačem, novinarjem, kako neke stvari grejo v pravo smer. Lahko, da se ena stvar premakne, ampak ostalih 20 je še vedno v nepravo smer, in to tudi znotraj igralskega kadra. Jaz mislim, da je bilo fantom že tukaj gor. Je pa po drugi strani tudi morajo oni prevzeti odgovornost, ker kar nekaj trenerjev je že požrl ta United. In bojo mogli, jaz mislim, da tudi če pride zdaj, kakor se govori, Amorim, ali pa če bo ostal Van Nistelrooy, jaz mislim, da je kar še nekaj dela, da bojo prišli do neke zdravega jedra ekipe, oziroma tiste ekipe, s katero želijo napasti spet tisti sam vrh. Tako da bomo videli. Ja, to je neka taka poplava izgovorov se je že skozi naredila. Mislim, tudi Manchester United ne more bazirati na tem, da ga nesreča pahne v to situacijo, kar je tudi, se zdi, Ten Hag nekako skozi poudaril, skozi neko smolo, pa sodniki, pa levo, desno, ta, kot si rekel, manjkalo je nekega karizmatičnega liderstva, ne, in eti v bistvu, če pogledamo malo mentalno ozadje tega, kaj kot igralec doživljaš v takšnih situacijah, se pravi, veš že tedne, mesece, da je trener na nekih trhlih nogah, da lahko zelo hitro odleti, ne. To se zihar v slačilnici pozna na seli, dobro, unika ne igrajo, itak navijajo za to, da ga zamenjajo, ampak tudi če igraš, ni nujno, da ti trener paše, ne. In ravno to, kar si rekel, ne, da v bistvu kar naenkrat imaš slačilnico razdeljeno, se pravi na tiste, ki igrajo in bojo nekako zaradi nekih svojih lastnih ambicij bodo vseeno trpeli vse to, kljub temu, da vejo, da to ni v redu, ne. Tisti, ki pa ne igrajo, pa normalno, popolnoma nezadovoljni. In ja, trener definitivno je že dolgo časa nazaj izgubil to neko avtoriteto oziroma vero svojih igralcev v njegove kvalitete, v njegovo vizijo, strategijo, in kljub vsem prihodom, ker praktično porabo je res ogromno denarja, si pripravil same svoje igralce, ampak nekega napredka realno nismo videli. Vedno so bila mogoče malo boljši momenti, ampak spet vedno smo se pogovarjali o istih stvareh, ne. Tako da ja, definitivno je bilo samo vprašanje časa. Tudi mene sicer me je malce presenetilo, mogoče sem pričakoval, da bo res tam preživel do Božiča, ampak ja, ni se premaknilo nikamor in verjamem, oziroma
sem prepričan, da so te težave malo više, ne samo v samem trenerju, že sam klub, verjetno s prihodom novih lastnikov bo postavil neko svojo novo vizijo, za to vizijo strategijo in bo začel od tam dol, ne. Ker problemi se vlečejo že toliko časa, ne glede na menjave trenerjev in ja. Ja, in tudi se mi zdi, da ne pomaga tudi to, kar ima United, ta se mi zdi konstanten problem, ne, ker če se dotaknemo Artete, ne, ki si ga omenil, on je dejansko, vmes je bil med Wengerjem in njim samo Emery, ne, tisto kratko obdobje, kar je trajalo, potem Arteta in se je to speljalo. Imamo to zdaj uspešno nasledstvo, saj za zdaj izgleda pri klopu pa Arne v slotu, ki ga bomo mogoče malo kasneje še malo predebatirali. United pa, kot si rekel, požaral je v teh, na zadnjem prvak 2013, v tem ogromnem obdobju požaral neskončno število trenerjev. S tem, ko se skozi trenerji menjajo, se nekako ruši tudi osnovno spoštovanje avtoritete igralcev do neke trenerske pozicije in se mi zdi, da je tudi ta recimo prezenca konstantno Alexa Fergusona na tekmah, vsakič, ko je nekaj narobe, njega pokaže nek spomin na to grandiozno preteklost, skozi te primerjave, skozi to nekako vleče dol, se mi zdi ta neka ogromnost tega Uniteda, ne. Ampak to, kar sem prej omenil, ne, ti si šel v Olimpiji čez ta obdobja konstantnih menjavanj trenerjev, ne. Logično je, da igralci to, kar nekako pričakujejo, da so mogoče tudi ta tenzija napetosti, te absolutne usmerjenosti v uspeh, v rezultat, na ta način more padati, če je trener neka persona, ki veš, da jo lahko jutri več ni. Ja, in to je, saj si profesionalc, pa želiš, rekel, najboljše, ampak nekako tukaj v zadnji, itak veš, in se vam s tem, kako sem rekel, ta nastop njegov in to govoričenje na koncu ne pije vode. Vodo pije samo rezultat in če ti vidiš nek napredek, tudi kot igralec na igrišču, vidiš, da te stvari štimajo oziroma da gre zadeva v pravo smer, potem se pravim, se zalagaš, ekipa celotna napreduje, ampak nekako ja, pol kar pada že v to neko čudno vzdušje znotraj ekipe, znotraj celega kluba, ko itak veš, da bo prišel nekdo drug, pa už si že vedel, ko se je začeli določeni isti vzorci dogajati, pa je bil obisk mogoče predsednika, in verjetno je v velikih klubih, ko je na nek drugačen način ista zadeva. Ampak to potem je lahko na dolgi rok res problematično in potem se lahko zadeva res sam prestavlja iz enega trenera v drugega. Zdaj imajo, kot si že ti rekel, nastavljene zadeve, rekel, tudi nogometne ljudi na mestih, so jih pripeljali in je to lahko nek premik v pravo smer zdaj. Kdo bo, če bo prevzel pač vodenje na dolgi rok, tle se bo videl, rekel, tudi zna biti mogoče malo problem, oziroma zdaj si igralce pripeljal svoje igralce, več manj iz svojega Ajaxovega časa, kako bo z njimi, ampak pač s temi igralci bo potrebno delati in ni pa enostavno, ko jaz vem kot igralec, težko si isto jedel, tako bo rekel, trenerju iz roke, ki veš, da dejansko da visi na nitki, oziroma da pa tudi ko slišiš take izjave, pa težko ga enako jemlješ kot pošteno, kot nekoga na drugi strani, ki ima nekaj za sabo, ne vem, če zdaj si del Fergusona na rezultat je tisti, ki te naredi in to je tvoje delo zdaj. In tudi prepriča ekipo rezultat, ne? Seveda, vse na koncu je to in tudi na koncu, ne vem, če pride nek nov trener totalno na z novo kariero, oziroma da šele začel. Jaz osebno sem pa ni imel takrat še trenerske kariere, ampak je bilo veliko ime, recimo, ko je bil v Olimpiji Bišćan, sem pač, kar je povedal, ko ti nekdo pride, ki igra finale Lige prvakov, ko osvaja nekaj, ko igra v takih klubih, seveda, da mu prisluhneš in če ga potem pospremiš rezultat, potem je to res dobitna kombinacija tle, pa pač dejansko praktično ničesar niso imeli, Ten Hag je imel rezultat še z Ajaxom, ampak to se zvodeni s časom. To je, na koncu dober si, kakor imaš svojo zadnjo tekmo, oziroma zadnje uspehe in pač njega to ni spremljalo, oziroma je šlo počast takole, pa skozi dol, navzdol, ne. Tako da, ja. Ti tudi kot igralec, ne, ti si odvisen praktično od rezultata ekipe, ker na koncu vsak gleda svojo kariero, ne. Zdaj niso to tudi
United je nekako izgubil nek svoj DNK, to niso več fantje, ki so prihajali iz njihove šole oziroma iz podmladkov, iz podmladka, tako da problem je, ko ti pride, ko imaš same tujce praktično, to oni so tam zato, da osvajajo lovorike, da so sami uspešni in da grejo na boljše oziroma če sploh na boljše lahko greš, ker boljši kot si, več denarja prinese in ti to prinese in normalno. To je United že davno izgubil in jaz mislim, da predvsem neko svojo neko filozofijo, svoj nek DNK mora ponovno najti, da bo United, ta United, ki smo ga mogoče nekoč gledali, ker če ne, lahko ti menjaš trenerjev, kolikor hočeš, vsak bo pripeljal svoje igralce in to se bo vrtelo, kar se zdaj vrti v bistvu praktično 10+ let. Dobro, sam to recimo morim, če bo, je znov, vemo, da je tudi kar nekaj teh zdaj že uspešnih igralcev v sami Premier Ligi naredil že v tistih časov, ko je po 20 letih osvojil z Sportingom naslov. Pa dobro, United spet nima toliko slabosti, kot zadnji imaš, zdaj so že dali Garnača, menjuje, imaš neke igralce, ki so tle in so zanimivi igralci, zdaj. Ne, kvalitete je, samo ti boš mogel delati v štartu sploh s tem kadrom, ki ga imaš. Seveda, to me zdaj skrbi. On tudi igra drugačen sistem, on je 3-4-3 trener. To je hitro. To bo zdaj vprašanje, kako bo, ampak bomo pošteni, težko tudi za prve 4 meseca oziroma za karkoli več na koncu bojo prelezali do nekih evropskih mest ali pa pokalne zadeve. Ja, ampak jaz mislim, da bo bolj ta sezona nek prehod, pač hočeš nočeš, se moraš sprijazniti s tem. Ne smejo Kiksen zdaj, to je zdaj njihov prvi trener. Naredili so že nekih, prvi Kiks mogoče to, kako so pelali Ten Hagovo stvar po let, se pravi te stvari, ki smo že 100-krat rekli, pogovarjali so se z drugimi trenerji, vsi so to vedeli, na koncu je on dobil novo pogodbo, zdaj, kakor se bere, 17 milijonov funtov bo pobral s tem, ko so ga predčasno odpustili, potem so to zavlekali, mogoče so se prepozno odločili, pa so imeli tam mogoče PR fiasko, ko so Alexa Fergusona skinili z te ambasadorske plače, kakorkoli je to pač predmet debate, a je to vredno 2 milijona, ampak pač ti Fergusona plačujejo zato, ker je Ferguson. In zdaj ta appointment, kot rečejo Angleži, mora biti pravi. In to pa vedno gre lahko v eno ali drugo smer. Z vsem spoštovanjem Amorima, ki je en najbolj prodornih trenerov nove generacije, to je čist drug svet. United je drugačen planet, je ogromen, seksi, kaotičen, vse, kar hočeš. In valjda je služba ekstra privlačna. Je pa lahko dvorezen meč za vsakega trenerja, kjerkoli bo zdaj vzel, glede na to, kar si prej rekel, koliko je United enih trenerjev požaril. Dobili toliko nekih košaric, oziroma ko so iskali mogoče vseeno, ampak da bi bil primerna zamenjava, so dobili kar nekaj, zavrnitev. In United trenutno za kakšnega izkušenega mačka z razlogom je neprivlačna zadeva, ker ve, kaj ga čaka v prvi vrsti, da zadevo ščisti oziroma da nekako začne, in to vemo, odvisen si od rezultata, hitro si potem na tem vlakcu, ko si ponovno na unih vratih. Kar bi rekel prvo Morimo, je to ena stvar, ki smo rekli, drugačen igralni sistem, kar je neugodno implementirati med sezono, zdaj ni nujno, seveda še vedno ne vemo, je Morim trener, ampak vse kaže na to, da bo. Med sezono zahtevno implementirati, ekipa je navajena nečesa drugega. Amorim je nek miks nekega furioznega presinga, pa mogoče malo bolj pragmatičnega pristopa. Tretja stvar je, da, kakor sem jaz skozi leta, odkar dosti spremljam, moram reči, njegovo kariero, odkar je prišel iz Brage, je zelo, kako bi najdel, da ni kletvica, neugoden tip, se pravi, da na sebe, ne pusti se hecati. In zdaj vidimo situacijo, da vemo, da so ga pozvali tudi z Manchester Cityjem ob morebitnem odhodu Guardiole, glede na to, da Ugo Viana, ki je športni direktor Sportinga, nasledi Čikija Begiristajna na fotelu športnega direktorja Manchester Cityja, se pravi, lahko te ti zgodi, da je Sporting dal športnega direktorja Cityju, trenerja Unitedu v to kratkem obdobju, kar je fascinantno, ampak težka naloga je, toliko enih stvari zdaj združiti v to kratkem času, pa pod takim drobnogledom si, ker preden nadaljuješ, kar je bilo meni fascinantno včeraj, delamo zlato žogo podelitev, se pravi, spremljaš čez dan, kaj se dogaja, greš na angleške medije, ko mi najdeš kakšno novico, ker je posod samo Manchester United, samo Ten Hag, in to je pač medijska krajina v Angliji taka, da je Manchester United gigantska luknja in potem grejo vsi naprej. Dobro, Liverpool ima neko to svojo grandijo, ampak težko
kakršnekoli so že od kogarkoli klubske barve z Unitedom se nič ne more primerjati. To prinaša totalno drugačne pritiske, totalno drugačen medijski fokus na te, ne. In to vzeti v tej situaciji, Ja, moraš imeti kar razčiščeno, pa točno določeno verjetno neko pot, po kateri boš šel in se boš držal, in pa normalno podporo vodstva. Ne. Sej na koncu Ten Hag je tudi imel, ne. So bili kar potrpežljivi dolgo časa, ampak ja, to se jim je zalomilo in zdaj res mogoče še eno napako narediti, ne. To se res zavleče na par let, ko praktično nimaš nekega pravega napredka za dolgoročno zgodbo, ne, ker to čez noč ne boš popravil. Ne boš, ja. Je pa, kaj sem te hotel vprašati, ne? Prej si rekel, igralski aspekt je specifičen, gledaš svojo kariero, gledaš te zaslužke. Koliko dejansko, to me je vedno fasciniralo, kakšen vpliv ima ta prisotnost premije, se pravi, tega spodbudovalnega finančnega dela na tvojo percepcijo nogometne tekme, na igro, vemo, včasih so tudi te duple premije, dobite za velike stvari. Koliko ti dejansko to pomeni? Kakšen klik ti to naredi? A razmišljaš o tem, moramo, zato ker bomo še več zaslužili? Pa načeloma ne bi smel, ne, ker, Ja. Ampak je to... je mogoče v manjših sredinah, kjer fantje teže v bistvu pač grejo skozi mesec, ne, kot recimo v tujini, ne, jim je to prej mogoče nek pritisk dodaten, kot pa neka dodatna spodbuda, ne. Tako da smo imeli tudi situacije v Gorici, ko recimo bila kdaj kakšna premija obljubljena in se nikoli ni zmagalo, ne. Tako da smo pol vedno rekli ne, brez premij, ne. Ampak ja, mislim, to pač pride zdraven, zdaj v tujini mislim, da imajo večinoma tako, da se to po tekmah mogoče nagradi za nekaj dobro opravljeno. Ja. In po drugi strani pa tudi, ne, ti si tam vsak dan, da probaš biti najboljši, da probaš zmagati, ne glede na to, ali ti nekdo da premijo, ali ti da duplo premijo, ne. Tako da sploh pa v teh večjih klubih to sploh noben ne razmišlja. Je zanemarljivo. Koliko je največja premija, ko si dobil na podlagi ene tekme? Se spomniš? Na podlagi ene tekme, ja, v Turčiji je bila Turčija je shod Turčija. Je bila res velika. Ne boš povedal? Ne smem povedati, ampak je pa bila, kar je bilo obljubljeno krat 3. Zato, ker predsednik takrat Bursaspor, on jih je sovražil in v gostovanje pred zadnja tekma, takrat se je nekako odločalo, ali bo tudi Bursa izpadla, ker je zadnje kolo je šla v Trabzon. Tam je bilo skoraj nemogoče zmagati za njih v taki situaciji, kot so bili, ja, v zadnji minuti smo jih zmagali, tako da. Vse plačal? Lepo. Za vikend smo zmagali, četrtek je bilo na računu. V Turčiji, to sem že večjih slišal, Turčija je taka divja glede tega in da po tekmah, ko pride predsednik, da to so malo pojamrejo, ajde več, in da je tako. Če bo malo baškan, to je vsi veseli, ne. Ja, so taki fanatiki, ne. Ja, da je to. A je imel Milan Mandarić te pristope? Ne, moram reči, da glede tega je bilo kar, nismo imeli nikoli nekih posebnih premij in tle bi mogoče malo sem pogrešil tega iz tega vidika, ampak ni, da bi rabil, ampak da bi mogoče nekak stimulacija. Jaz osebno nisem nikoli tega rabil, meni so bile, ne vem, že kakšne tudi pogodbene stvari sem že prej uredil glede tega, iz vidika tako ne, da bi zdaj se ločil od ostalih, ampak ne vem, vedno sem rad imel tudi za te nule pa to. To je največji uspeh za vratarja, da drži tisto nulo. Seveda, če držiš nulo, potem si že pol stvari za ekipo naredil, oziroma si pomagal, oziroma pač se nisi sam ti zaslužen za to, ampak vseeno. Te stvari so me vedno motivirala me je ta nula, no, res, to sem nekaj časa, ko sem res bil zdrav, pa to me je bilo res tista prva stvar. Pač moramo vedeti, da golman si praktično ločen od ekipe, ti ne moreš ga zabiti, to je enkrat kar lahko res veliki, najbolj vplivaš s tem, da pač probaš zdržati to nula in to mi je bil vedno cilj. In glavna motivacija. In če je bilo pa še vedno denarno podprto, pa mislim, hvala Bogu, mislim, sej so vsi profitirali, ne. Tako da to je bilo največ, no. Ok, da sklenemo tole United debato. Zlata žoga, ne, največja individualna nogometna nagrada, zdi se, da je to ratal mogoče krat 2, krat 3 skomercializirano v primerjavi, ko sem jaz odraščal, tudi že ko sta vidva, ne, da je to zadeva šla zdaj v neko, se mi zdi, vse splošno amerikanizacijo, ni tako v nekem evropskem fuzbalu. Včasih se mi zdi, da ta zlata žoga, vedno je bila neka prestižna nagrada, ampak ni bilo toliko obsesije nekaj okoli njega. Okoli nje imamo zdaj seveda ta
ta modern svet socialnih omrežij, kjer se otroci kregajo, kdo je zdaj GOAT, največji vseh časov, tam, levo, desno. Zdaj sama zlata žoga seveda ne prinaša, da smo natančni nobene finančnega plusa per se, ni se prav nagrade za to, da jo dobiš. Prinese pa seveda druge pozitivne učinke v smislu tvojega imidža, v smislu novih sponzorskih pogodb, ki jih na podlagi tega zagotovo lahko dobiš, kar je mogoče tudi zdaj neka preslikava tega, kar se dogaja v Ameriki, ker vemo, da recimo MVP nagrada v košarki ali karkoli ti prinese čist drugo razsežnost. Ampak različno so pogled na te individualne nagrade seveda v fuzbolu, ampak tudi paše, tako nekako, da te nekdo prepozna kot nekaj. Kako si imel ti izkušnje s temi stvarmi? Si bil v teh moštvih sezone levo, desno, se nekaj ti godi? Ja, seveda, si delaš za to, da si prepoznan po nekem dobrem delu, po uspešnosti. Zdaj na te nagrade tako, vesel si, ni pa to zdaj, da pač greš v sezono za to, da boš ti nekaj osvojil. To pride zraven. Zdaj ta zlata žoga pa ja, ratalo je res tako, dokaj politična tudi malo varianta, bi jaz rekel. Je pa res, da na koncu, ko pogledamo, vsaj iz mojega zornega kota, imel sem drugega favorita, ampak kdorkoli bi med prvimi 5 osvojil, bil zasluženo. In težko je recimo za zlato žogo nekako točno nekoga določiti, ker tudi recimo te kriteriji, kateri so dokaj razdeljeni, pa imamo na začetku neka ta performance, pa potem ekipni uspeh in zadnje recimo obnašanje. Zdaj recimo, če je to zdaj odneslo Viniciusu žogo, sicer jaz se pač ne strinjam, da bi to moglo imeti velik vpliv, ampak vseeno, Rodri na koncu zasluženo, pač bil je vrhunski skozi celo sezono, je pa res, da bi lahko tako kot Rodri mogoče Carvajal recimo po nekih teh uspehih, čeprav jaz sem še vedno mnenja, da mora biti ta nagrada za nekoga, ki naredi nekaj več, oziroma ki res izstopa, ki dviguje ljudi na noge, ki navdušuje, ne pa samo mogoče po neki statistiki ekipnih uspehih. Včeraj sem hecal Denisa, zadnji vezni je vzel zlato žogo, prihajamo v čas, ko je bo Zikr Bek vzel tudi, ampak sej Trent Alexander-Arnold je pred kratkim rekel, da želi biti prvi desni bočnik, ki bo vzel zlato žogo. Če pride v Real, bomo malo več čas. Real, Barso, nogomet gre v to smer. Zdaj so bočni, že vemo, kako se, mislim, ni več nekih pravil. Sploh ni še, ki sem midal verjetno začela, pa to... Najslabši šel na beka, ne? Ja, pa po gol. Najdebelejši še gol. Vseeno moraš vedeti, da pač nogomet... To je pozicija, ki je največjo evolucijo doživela v zadnjih letih, zagotovo. Ja, in nogomet pač se spreminja. To je, jaz rečem, drug šport od leta 2010, od 2000, ki gledaš vsem spoštovanjem do nekih in zlatih generacij slovenskih, pa to, ki je bila med korono, ko so se stari posnetki vrteli celotnih tekem, ko si gledal kakšne tekme stare, kada ni isti šport, to je pač takrat je bilo to top, največji nivo in pač se je tako igrali. Zdaj z to modernim nogometom, z GPS-i, z vsemi temi dodatki ni več in tudi te poškodbe. Jaz mislim, da včasih ni bilo tako fizično, verjetno manj tekem je bilo, to je prvo, ampak vseeno, jaz mislim, manj intenzivno in je to bilo veliko manj, rekel, če bi zdaj naredil statistično, pa da bi dal nekako preformiral tja tiste GPS-e, bi bili rezultati res, rekel, teh visokih šprintov oziroma visoke intenzivne zadeve bi bile čisto na drugi in tudi to je, jaz mislim, da posledica, ker danes pa igrati brez tega pač nisi konkurenčen. Pa veš, kaj bi rekel, mogoče tudi recimo, kot zadnji vezni osvojitne, on ni več klasični zadnji vezni, te pozicije ne držijo več te pozicije, oni so povsotne, tudi bočni, ni več bočni, pa prihaja noter, igra, pa prihaja na zaključek, daje zadetke, kar prej ponavadi je dal samo centršu, če je imel dobrega napadalca, je imel asist. In to je bilo to, zdaj so pa te igravci, vratar recimo, vratar v bistvu postaja igralec, in to se vedno bolj razvija, sploh v tujini, ampak tudi se mi zdi, da pri nas se vedno bolj tega zavedamo, da nekako res uporabiš teh 11 igralcev in da to niso pozicionirani igralci. Tako da me ne čudi pač, da je zadnji vezni, je pa res, da glede na zgodovino je verjetno po Cannavaru, recimo, nekdo, ki ni v napadalnem delu ekipe. Se mi zdi, da zadnji vezni je bil včasih kot sodnika, veš. Če ga nisi opazil, veš, da je imel dobro tekmo. Se pravim, strinjam se.
kdorkoli bi dobil, ne? Tudi Vini, če bi dobil iz zasluženo. Ampak jaz mislim, da je na koncu ta gonja proti Viniju bila res sam iz vidika, res, tudi če so navijači ali pa če si navijač Reala, na trenutke res že moteče, te izpadi in te stvari mu ne grejo na roko. No? In vemo, ko se takrat krožijo posnetki in kako se s Kokejem na kakšen tak primitiven način se spušča v te debate. To je del njega, tak je. Ja, na drugi strani je dobrodelnost, ki ga dela večjega, ampak vseeno to na koncu, ko vlečeš črto, na koncu si pač 99% ali pa dobro, zdaj ni več tako velik procent, se gleda tudi, kaj delaš izven, ampak vseeno si na igrišču. To je glavni fokus, valjda. In to je glavni fokus in to bi moglo biti vodilo, ampak pri njemu je pa glih tisti majhen delež, jaz mislim na koncu tudi mu ni šel na roko ali pa mu je to odzel, ne vem. Po mojem tudi reprezentanca, ne? Jaz mislim, Rodi je Španijo osvojil naslov, bil igralec turnirja, ne? Vini z Brazilijo nič, ne? Oziroma slab. Te veliki turniri vedno determinirajo te nagrade. Dobro, samo na drugi strani so pa Champions, oziroma pa Ligo prvakov vzel, tako da so tle, jaz mislim, kako si rekel, kdorkoli bi vzel. Kdorkoli bi vzel, pa tudi na koncu, ja, ne vem, se lahko bi jo Lautaro Martinez bil lahko, ne? Glede na statistiko sezono v Italiji, pa ampak ja, okej. Pa imaš pol tudi, ne vem, te nagrade, tako kot smo že govorili, so ful neko dvorezne zadeva. Od Messi jih ima tudi 8, pa koliko je CR jih ima pa kak 5, 4. 5, ja. Pa na koncu nekomu bo vedno Ronaldo bližji, boljši. Tudi nekatere nagrade sta ona dobivala samo zato, ker sta bila ona dva, se je zdelo nekaterih let. Ribéry eno leto ni dobil. 2013, slih to sem bral. Tako, ne. Mislim, da je bilo tisto Lewandowski leto, ki je bila korona, ne. Dobro, to je bila kraj. Ker če bi Messi bil verjetno v kombinaciji, bi odprli Skype in bi ga poklicali, ne, njega niso, ker je Poljak verjetno, tako da to je, ti so bila res v bistvu kar sramota, tako se mi zdi, da je ni dobil, ne. Ko smo pri sramotah, ne. Real Madrid, ne, je včeraj bojkotiral na koncu to podelitev, seveda prej so zvedeli, da Vinicius ne bo dobil, oni imajo neko vojno z UEFA že od tistega Superliga fiaska, ki je bil Florentino Perez seveda glavni protagonist, glavno vodilo vsega tega in oni, kakor sem danes bral, za njih je bilo sveto prepričanje, če že ne date Viniciusu, jo mora dobiti Carvajal, ne. In, ampak, ne delaš tega tako, ne. Ne delaš tega tako, v končni fazi Rodri je človek rojen v Madridu, špansko reprezentanco je bil evropski prvak, ne, kot si rekel, najboljši posameznik. Pa verjetno ga hočeš pripeljati. Ne, če si pameten, ga hočeš. In ti, se pravi, tik pred zdajci odpoveš, jaz sem bral 50 ljudi iz madridskega Reala bi mogli priti na zlato žogo, se pravi, iz vrha je prišel dekret, ne gre nihče, ne. Verjetno težko najdemo nekoga, ki bi rekel, pravilno so se odločili. Pa jaz nič kaj kraljeva, tako ni bilo kraljevo. Ker Real Madrid, je klub senior, gospodski klub in tole ni, ne. To zadeva, mislim, da se vse skupaj nakopičali in ta klasiko in ta zadeva, ampak vseeno, jaz mislim, da ker gre po vseh teh parametrih za največji klub na svetu, jaz mislim, da izpoštovanje, tako kot si rekel, mogli bi se spoštovati vse, ne glede na odločitev, tudi to, da bi si mogel, zakaj pa ne vem, Bellingham si Bellingham zaslužil, ali pa je dobro Carvajal, ampak vseeno, jaz mislim, da tako, kot smo že pregovorili, ali eno ali drugo, zdaj pa na tak način izsiljevati ali pa neke svoje stvari, jaz mislim, da to ni pravi način, mislim, da vprašanje, kako bi oni odreagirali, če bi bila zadeva obratna, da bi pač nekdo drug ali pa nek drug klub v podobni situaciji naredil. Jaz mislim, da bi bila kar velika gonja proti temu, ampak ja. So kar edini klub, ki si kaj tazga tudi privošči, ne? Ja. Verjetno se malo še... da oni se kar neko sveto pravico, da obvladujejo nogomet, ne? Se pravi, da jim kar pripadajo te stvari, sej, kako si rekel, gre za najbolj prestižen klub na svetu, sigurno, ampak moraš biti gospod tudi v porazih, ne? Res se strinja, se verjetno tudi vse skupaj, kar se jim je zgodilo in na El Clasiku in zdaj to verjetno bili res prepričani v Vinja, tudi po nekaterih odzivih, recimo Ancelotti takoj po tekmi, ko se je zahvalil za nagrado, mislim, da na Instagramu pa omenil Vinja in Carvajala, ne. Pa na tekmi z Dortmundom v skandiral cel stadion, ne. Tako da so kar mogli biti potovčeni. Ja, potovčeni, ja. Ampak ja, se strinjam z vami, da to je z obemi, tako da
da to ne bi njim bilo ne treba. bi smelo vplivati. Ne. A ste se kdaj v karieri srečala, če govorimo o teh sore loserjih, se pravi, težko prenašajo poraze ali pa, bom rekel, krivica, ki jo je pač nekako skozi svojo percepcijo interpretiral Real Madrid od tega. A ste imela v preteklosti še kakšne soigralce, ki so res o porazih bili nemogoči, težko zgubljali, a so bila mogoče to vidva? Ne, sigurno nisem rad zgubil, niti zdaj nočem zgubiti nikoli, še da bi zdaj igrali karte tle, hočem zmagati. Na koncu, si jezen, si žalosten, ampak ti še vedno, ne vem, mislim, da moraš ostati na koncu človek in da tisto, kar je recimo profesionalnega, je profesionalno, pol se pa to konča in greš naprej. Ne. Ampak eni so prav zoprnika zgubijo, ne? Imaš primer. Ne smemo imeti. Zato smo treba, da bomo imela ta noč v premijo govoriti, nočeš v imenih. Ne. Tako rekel, ampak recimo, po eni strani te dela večjega, ampak lahko povem, vse ni nič slabega. V smislu, v Domžalah, ko smo bili, sem imel soigralca, recimo, ki je potem ravno zaradi tega, za te ihte, pa tega dosegel, recimo, Nejc Kubic, je bil pa nič slabega. On, ko je izgubil na treningu, ali pa kaj, to je bilo slaba volja ali pa karkoli, ampak zaradi tega je on postal potem nekaj več, prišel do reprezentance, kapetan v Turčiji, bil svoje ekipe v Konji in on, ko bi ga pogledal, mi da so bila skupaj recimo v kadetih Olimpije, sedela skupaj na klopi v kadetski ligi, pa pogledaš zdaj zapisnik, na koncu sva ena redkih, ki sva mogli solidno kariero, on še veliko boljšo kariero naredil od mene in res je bil on tak delavc na igrišču, prvi bil na treningih, zadnji je šel in to ga je pripeljalo do tja in ko je pa zgubil, je bil pa zelo težko je prenašal to, zdaj ni da je norel, ampak pač je, videl si, da se je spremenila dinamika, debata, ni bilo več tako. Ampak bilo je pa tudi znotraj drugih ekip, si vedno imel kakšne, ki so zelo slabo prenašali, ampak kako sem rekel, to je samo dobro. Raj sem imel take igralce, veliko rajš imaš, to so vinari, koliko pa imaš, kaj vidiš, kakšne, sem imel pa tudi primere, ko je bilo, tu si igral si, ne vem, kakšno uno, na koncu tisto, smo igrali za kakšno pijačo, pa to na koncu kakšno mini tekmo, pa je imelo vse. To je vedno slab znak za ekipo in vedno sem imel veliko rajš take ob sebi. In on je bil en izmed takih, ampak res Real se verjetno poistoveti s tem nekim DNK-jem zmagovalcev, ne? In oni vse čas, za njih je vsako drugo mesto, vsak nek ta poraz je katastrofa, ne? In verjetno so zato tudi tako mogoče slabo reagirali po vseh teh situacijah. Ja, tako, kot ste prej rekla, mogoče imeli malo več časa po El Clasico, da to predelajo, bi se mogoče tudi drugače odzvali. El Clasico, ne moramo mimo njega. Rezultat, visoka zmaga Barcelone, kar je mene, da ne bomo zdaj o tekmi, ker so jo vsi videli, vsi analizirali, vse prebrali, kar je mene ekstra impresioniralo, je to, da je Barcelona začela, če sem prav videl, 6 igralci iz svoje nogometne šole, iz La Masije in še s Pedrijem, ki je prišel v 18 letih iz druge lige iz Las Palmasa, da se pravi še en igralec, ki je dejansko kot zelo mlad prišel v Barco. Ne? In ta nogometna produkcija, dobro, lahko gremo v to, da se je njim to mogoče zgodilo tudi malo slučajno, glede na to, da glede se te finančne težave, ki so imeli, vedno pač se tukaj zgodi, da mladi hitrej dobijo priložnost, ampak pri teh fantih, ki zdaj igrajo za Barco, kako igrajo, kakšne rezultate imajo v tej sezoni, kakšen fuzbal igrajo pod Hansijem Flickom, ekstra intenziven, brutalno visoka linija, vse te stvari in se spomnim tudi teh nekaterih fantov, Kubarsi, Jamal, ta Guiu, ki je šel v Chelsea, oni so igrali tudi pred naši kadetski reprezentanci takrat na Evropskem prvenstvu, že takrat so zgledali avioni, pa so oni vsi 2-7-letniki, se pravi eno leto mlajši, so bili, ne poznam primera v svetovnem fuzbalu, ki je en klub toliko produktivno uspešen kot Barcelona, pa moramo vedeti, da pač Katalonija ni 200-milijonska država, ne gre za pač relativno majhno regijo, ampak težko je
težko je ne pohvaliti tega, biti navdušen nad tem, za kogarkoli že človek navija, na kakšen način, kako je sestavljena ta ekipa Barcelone, stok neke te neverjetno potencijalne mladosti in se zdi, da so spet na meji tega, da so naredili dobro, veliko se stvari lahko še spremeni, sezona je dolga, a lahko ta mlada ekipa drži to intenzivnost, koliko bo težav s poškodbami, kadar ni ekstra širok, 100 stvari se lahko pogovarjamo, seveda, ampak neverjetno, ne, kako štancajo te mulce, če rečem po domače. Ja, da bi se tle res nekako, imaš občutek, da se vrača tista neka, vemo, da je bilo vmes na to, vse so bili vmes prvaki pa vse, ampak ni bilo to tak način dominanten oziroma tak, neki se čuti v zraku in glih ta prisotnost teh, mogoče je glih to, ta prisotnost teh njihovih igralcev in kaj vsi govorijo o Lewandowskega ti rabiš za to ekipo, ampak zakaj ni toliko priljubljen, po drugi strani mislim priljubljen, da ni to, kar bi lahko bil mogoče v drugih ekipah, en največjih oziroma največji napadalec v tistem času, ampak zato, ker imaš ti take mlade in če jih dozna podprti, so to ali ponovati Katalonci, mogoče še bolj na severu, kaj so že, kaj imaš Sociedad pa Baski, no. In to jih res povezuje z ekipo in to, kar si ti rekel, pač to je res pa potem še na klopi, pa še v zadnji prihajajo novi fantje. Ok, ne bojo vsaka generacija tako dobra, ampak res nekaj je v zraku, nekaj tam se dogaja in prisiljeni so bili v to na koncu, ker so bili praktično stisnjeni v kot pred propadom, vemo, kako na kakšen način je tudi Messi in taki igralci, pa koncu tudi zdaj, ko so sicer samo Olma pripravili, pa je mogel Gundi iti Gundo v City. Pa še brez prvega golmana so, ne? Ja, pa ima spet svojega golmana. Ja, okay. In vemo, kako je tudi v tistih časih, Valdez je bil njihov golman, pa tudi koliko nekaj igralcev je mogel iti v svet, koliko si ti rekel, zaradi tega, ker niso dobili takrat v tistem času Fabregas, zdaj imaš Grimaldo, zdaj imaš Cucurello, to so vse njihovi Olma si omenil, ne? Ja, in to so vse fante, Barca je res velika mašina in ni primerjave. Unikaten klub iz tega vidika in res noro. Tako, ko se pogovarjamo, ne valjda te največji klubi najtežji dajo priložnost Mulariji, jasno, ker je pač rezultat toliko pomemben, kot je, ampak skozi se pogovarjamo o nekih teh produktivnih trakovih, ne, v Sloveniji, jasno, vemo, da imamo takšna in drugačna pravila, ki omejujejo klube, da bi igrali s prevelikim številom tujcev, zato ker je pač to se preveč razpaslo. Ok, imamo zdaj ta velik uspeh mlade reprezentance, ki so uvrstila na Evropsko prvenstvo, ki zagotovo še ni posledica tega pravila, ki se pač dogaja v zadnjih 2 sezonah, ne. Ampak ful so specifične te pač geografski načini razvijanja igralca, ne. Barcelona vemo, da je pač nek ekstra unikaten sistem, ampak imamo tudi recimo zelo uspešno nogometno produkcijo na Nizozemskem, kjer si ti igral in vem, ko sva se že pogovarjala off camera doskrat o tem, da kar dosti poznaš, ne, to kako tam funkcionira s temi B ekipami zadeva. Kaj si tam ti doživel, videl v tem smislu? Ja, predvsem v smislu, da je njihov edini oziroma glavni cilj, razen Ajaxa seveda, ki ima pač pritisk rezultata, je to, da ustvarjajo igralce, ne. Proces treninga nekako skoraj vsi dokaj identičen, vse razdeljeno, verjetno že skozi zgodovino. In pa najbolj me v bistvu tako, njihovo razmišljanje mogoče ta druga liga, nihče ne izpade, ne. Se pravi, klubi se avtomatsko ne ustrašijo dati mladim priložnost, pa tudi za ceno slabih rezultatov, ampak si samo želijo nekega napredka in da te fantje potem rasejo, grejo naprej v boljše klube. Tako da mislim, da tukaj recimo ta druga liga, kjer se ne izpada, to jim je res tako pravi nek loto recimo za njih, ker recimo v drugi ligi imaš recimo drugo ekipo Ajaxa, kjer so fantje tudi, za katere je Ajax plačal 5 milijonov, ali pa jih je ustvaril in dobivajo tam priložnost, recimo, kaj je že ta Timber, je recimo tam se razvil, sem igral proti njemu, pa evo, danes ga gledamo, ne, ampak je začel tam in potem dobiš priložnost v prvi ligi, se pravi šel v Ajax, pa imaš drugo ekipo PSV, AZ in ja, tudi proces treninga, kako grejo v bistvu v ta samo skozi to nogometno šolo,
kaj jih zanima, ne? To, da se ne ustrašijo recimo vratarjev vrš noter v igro. Vratarji so vse čas, so del treninga, se pravi, niso posebej, sodelujejo v teh nekih igrah in tako. A je tam tako, da je ta nizozemski sistem, da je dejansko skozi sam igra? Mislim igra, Ja, da je to, da je small full side več. games, kot da- ne, recimo, pač, Ni full taktike, ne? To si ni dosti tak, kaj igrajo njih v Belgijo, njih Nizozemsko. ne Ne? zanima, oni si želijo tekem 5-4, ne, da se Atraktiven konča, ne, fuzbal, oni ja, nočejo ja, ja. 0-0 tekme, ne. Zato dosti, ni enostavno igrati, ne, ampak ja, pada dosti golov, intenziteta velika, točno imajo razdeljeno, koliko kateri igralec na določeni poziciji more preteči, recimo. V sprotnem primeru, recimo, če čez teden nisi naredil točno, ne vem, določeno število hitro-intenzivnih tekov, šprintov, preprosto ti imaš lahko to tudi dan pred tekmo ali pa po tekmi. Tako da to imajo vse zračunano v nulo in res na nivoju. No. Ja, mislim, se mi zdi, da danes brez nekih sistemskih rešitev težko nekaj narediš, ne? S tem, da se valjda mi pri nas ukvarjamo s problemi osnovnimi od kvalitete igrišč, ne? Na katerih pa ti otroci igrajo, zdaj tudi ljudje mogoče to malo ne poznajo, v mladinskih kadetskih ligah se zahteva določena kvota igranja tekem, ki je zelo visoka na naravni travi, pa so te naravne trave grbave, ne? Jaz mislim, da je večji problem slaba naravna trava, kot pa umetna. Ne? Recimo, Tako, na Nizozemskem imaš tako. dosti umetnih trav. Ja, Celo v prvi ja. ligi imaš ekipe, zdaj sicer so spremenili pravilo, pa da morajo vsi igrati na naravni po novem, ampak bilo je, da je bilo kar neki prvoligašov, ki so igrali na umetni travi, sicer so te res kvalitetne, se pravi tudi umetne trave te se zalivajo, zato da je igra hitrejša, ne. Pri nas bi se skregali s tabo, ne, da se umetna trava ne rase, ne. Ker ljudje ne razumejo, da pač žoga mora iti hitro, da tudi mogoče neko trenje samega obuvala, da kar zmanjšaš, ne, se pravi tudi zmanjšaš riziko nekih poškodb, ne. In ja, ne, Nizozemci imajo to res na nivoju, tudi število igrišč, tudi druga igrišča odprta, se pravi, da pač otroci lahko se igrajo, ne, oziroma so javna, ja, pri nas je vse zaklepa, ne, vse okrog šol, ne, to je... Sameva vse, ne? Seveda, ne. In ja, tudi kultura, ne, je drugačna, mogoče nogomet dojemajo drugače kot mi, jim je prvi šport. Pri nas si želimo, da bi bil prvi šport, ampak... Je, sam tuj nogomet, ne? Verjetno. Ja. Tako da ja, iz tega vse nam zraste, ne znamo ga razložiti, velik uspeh, imamo dve ekipe v konferenčni ligi v letošnji sezoni, kar nismo imeli nikoli v preteklosti v Evropi, toliko dolg dve ekipi, obe sta zmagali prejšnji četrtek. Ti si Olimpijo zihar gledal, predvidevam? Obe sem pogledal, tako da... Obe si pogledal. Lih to, ajde, bila je spet debata o igrišču, ne, na stožcah, predvsem je to, se zdi, bolj limitiran nasprotnika, ampak obramba Matevža Vidovška, ne. Slučaj ali genialnost? Je rekel, da ga je treba poklicati. Pa je, da je rekel, da je hotel, ne? Jaz iskreno ne mislim, a je sploh važno, da je hotel ali ne, na koncu koliko je nekih obramb instinktivnih, oziroma pa rečemo, da je hotel, ampak ja, zdaj bi mogel res velikrat pogledati, kako je dejansko tam, ko je šel ven, če zgrešil žogo, pa je prišel on pred njega, ampak na koncu vse te ben ne vpraša, kako, ampak ja, zgledali res fantastično. Pač mogo je reči, no, da je hotel tako kot Ostrc, da je hotel. Ostrc je edini rekel, da ni hotel. Rudar tudi vede, da je še igra. danes vsak dan na kavi zjutraj isto pravi, ne, hotel sem. Hotel se vi, to je to. In hvala Bogu, Mislim, če je to hotel, mislim, če je to, ampak na koncu, ker potegneš črto, a je važen, da je držal na koncu to in res velika zmaga Olimpije, kot tudi, predvsem fasciniran sem videl na Celjem. Celje, kako je pač pri teh, ti poznaš malo bolj Turke, ampak ja, očitno so res malo z levo roko, nogo vzeli to vse skupaj, ampak Celje je res odigral eno ful dobro tekmo, sicer so pa to plačali v prvenstvu, imajo zares te nihanja. Težko je to preklopiti, a ne? Težko preklopiti iz Evrope na domače prvenstvo. Jaz ne moram vedeti. Ne, težko, jaz se spomnim takrat tisto recimo z Mariborom prvo ligo Evropa, smo prišli na derbi, smo dobili po buči. 4-1, to se spomnim, ja. Normalno, da je težko, ne, veliki stadioni,
pač motivacija na nivoju, tudi se ne fizično, tebe te psihično nekako, ne. Potekmi, ne Ma ne, se tudi če ne bi, ne. Tudi če ne bi, problem je v tem, da mentalno se je težko pol spet mogoče zmotivirati toliko, oziroma vzameš malo z levo roko, prva liga pa ni, ne, za tako odigrati, sploh pa ne za ekipo, katera hoče biti prvak, ne. In tle pride sigurno do nekega podcenjevanja, včasih, si normalno, si trener dostikrat tudi pol zarotirate, ekipe imajo še vedno za Slovensko ligo ekstra širok kader, mogoče ti fantje niso v taki formi, kot so tisti začetni, oziroma prvih 11 recimo, ne. In, zdi se, da v Olimpiji ta rotacija ful dobro ratuje letos med Evropo, tudi način prvenstvom, predvsem v temu, da tudi ta tekma z Domžalami, mogoče zadnji nek primer, zamenjaš par igralcev, ne pozna se, on je menil tudi sistem za las, ki je igral s tremi zadaj, v končni fazi začela sta 2 najstnika, Kojič pa Ristić evropsko tekmo, pospet malo zarotiraš ob vsej ne logiki te Olimpije, ne, o kateri se skozi pogovarjamo, je v bistvu kader v tem trenutku zelo uspešno sestavljen. Zelo dobro se zdi, tudi te igralci reagirajo na to, te manj igrajo na takrat, ko dobijo priložnost, in to je verjetno največja umetnost, ki jo lahko narediš, in ne moramo imeti tega, da je tle pač trener verjetno odigral absolutno ključno vlogo, ne. Ja, mislim, tle je dejstvo, da sem res zdaj srečno roko že od Riere dalje. Zdaj, ali bila Riera res, da so res želeli njega, ali mi je padel, tako iz neba, ampak za Sančeza kaj, nimaš kaj reči, res rezultati govorijo res v njegov prid in izgleda pač vsem, ko je neka ekipa samozavestna, lahko zamenjaš tudi enega, 2, 3 igralce in hitro pride v to noter, ker jim pomaga celota, in ko si enkrat v formi, to je nekaj najboljšega tudi. Ko si v neki osebni dobri formi, ti je enostavno stvari, kar pridejo same od sebe, še sam ne veš kako. In jaz mislim, da itak delo trenerja jih je na mestu, tako je treba, ampak res tudi jaz sem pogrešal to v tistih mojih časih Olimpije, da bi bili malo bolj, pa tudi, ko si bil ti, ali se spomniš, da bi to pol zadržali čez zimo, čez poletje, in da imaš neko konstanto, da lahko To se leto zgodi pri Olimpiji, hočeš reči, ne? To se zdaj dogaja in to se pozna, ko se ti z nekom meraš tudi na treningih, ko ga imaš ti 2 leti z njim, ne, ali pa drugo, ko začneš praktično priprave in ne veš niti, da ima ta soigralec dobro levo nogo, desno nogo, ne, in na koncu imaš čez 2 tedna imaš pa evropsko tekmo, ne. Tu drugače komuniciraš na igrišču z nekom, ki ga poznaš, seveda, veš, kako se odziva. A igra ali ne igra, treniraš z njim, razumeš, in ti si ni v povezavi z njim, in če imaš ti nekoga tam leto pa pol, 2, je to drugače, ne. Ni tega v Olimpiji, kakorkoli bilo fino, v svoj čas je bilo pač, to je bila neka slaba stvar, da te konstante iz vidika, neke skozi konstantnih menjav nismo mogli. Ne duha, ne sluha, A je težko iti iz enega trenera na drugega? Vse se začne znova praktično. Zato, ker tudi... A si imel kakšno zelo dobro, pa kakšno zelo slabo izkušnjo, tako da ti pade na pamet? Pa se ne vem, mislim, vsaka... Ti si tako skozi igral, kjerkoli si bil. Ja, skoraj, ne, vsaka sprememba trenerja, ne glede na to, ali si mogoče nek obrobni igralec ali pa si glavni igralec, sigurno vpliva na te. Prilagoditi se moraš, normalno pride nov sistem dela in tako. Najbolj pa pomembno je to, da mogoče kot igralec pol od tega novega trenerja dobiš neko zaupanje oziroma da mu ti verjameš potem, ne? Ker potem tudi tebi lažje na igrišču. Zdaj, jaz sigurno sem komi čakal, da menjamo Malkija v Cardiffu, ne? On me je v bistvu, ampak ne zato, ker nisem pač toliko igral oziroma sem res malo igral. Tudi zaradi njegovega odnosa in tako v bistvu katastrofalen odnos, recimo za nek odnos med trenerjem in igralcem, pa ne samo z mano, tudi marsikaterim drugim. Drugače pa, Imel si pa v Olimpiji recimo drugo zgodbo, ne? Prišel si v neki garnituri, ki se je zelo hitro zamenjala, ne? Ja, sem tukaj se recimo prišel do menjave športnega, ne? Kar je še slabše, ne? Ker potem normalno.
Okay, pa smo menili tudi trenerja, ampak takrat je bil res nekako malo cirkus med dva športna direktorja. Ne, Olimpij, ne. Čak, začel je si z Vanolijem, nadaljeval z Jezderom, je bilo tako? Ja, pa je bil športni, Protega, pa je prišel Stojič in tako. Nekako oba skupaj istočasno. Spomnim, mislim, da je bila pokalna tekma proti Aluminiju, pa oba na tribuni, eden govori s trenerjem, drugi si piše zvezek. Pa ne veš več, ne, mislim, niti trener ne ve, ne, si to je verjetno za trenerja najtežje, ne. Ja, takrat je bilo kar malo tako. Se mi zdi, da se je kar ustvaril malo umetno cirkus, zato da se destabilizira ekipo, kljub temu, da rezultatsko smo bili dobri, oziroma izenačeni po pol sezone z Mariborom, ne. Pa je potem v drugem delu sezone ste, 21 pik zaostanka ste nabrali, ne. Takrat celo tretji končali. Se pravi, vidiš, v bistvu vpliva, ne, na igralce, ves ta cirkus. Ne. Takrat nismo mogli zmagati, takrat smo zmagali, mislim, da pol leta smo zmagali, v drugem delu, mislim, da smo v Krškem zmagali smo doma Aluminij, pa še enega, mislim, da smo 3 tekme zmagali v celem pomladi, v glavnem to je bilo pa najbolj naporno obdobje. Ne, in to sem samo hotel dodati, mogoče, da ravno to je uspelo temu novemu vodstvu, da malo bolj mirno reagira, oziroma tudi vedno, ko je zamenil trenerja, je zadev s trenerjem, zdaj bil je prisiljen, ne, ko je tako, nekako so ja, veliko bolj preudarni, kot so bili prej, ne, prej se je menjalo iz dneva v dan, druga informacija, pa pride na bombica v slačilnico, pa eno prebereš, ne, na nekih netu prišepetovalcev, informatorjev. Seveda in potem normalno, da ekipa, igravci, to nobeden ni miren, oziroma vsi nervozni gledajo se po strani in ja. Pa sam čakaš naslednji prestopni rok. Meni je uspelo zbežati, tako da enim ni. Ja, recimo, Nejc še vedno sam. Dobro, ti si se vračal po poškodbi, ne? Jaz sem jo pač, ja. A ti takrat nisi branil? Pa to so bilo obdobja. Branil sem, nisem branil, se vrnil. Glavno je bilo kar naporno tudi iz tega vidika. Tako da jaz na to Olimpijo gledam zmeram. Mene je bilo, uresničil sem po eni strani te otroške sanje, doživel to, da smo po teh 21 letih pripeljali naslov, ki je bilo res ful lepo, res vzdušje, takrat v Ljubljani je bilo, kdo je bil takrat v Ljubljani, je res čutil to, da je Olimpija oziroma Ljubljana dihala z Olimpijo. Potem so bile pa zame osebno so bile pa pač pol tiste težave in z operacijo ramena, gležna, glavam. Nisem nikoli mogel več praktično v karieri najdeti unga ritma, da bi branil. Da bi se počutil, koga hočeš, ne? Ja, da bi rekel, zdaj sem pa spet počutim se, hočeš nočeš najboljša svoja leta, sem rekel v smislu branjenja in konec koncev tudi, da sem si zaslužil poklic v reprezentanco, so bile v Domžalah. Tam sem se jaz naredil. Tudi takrat se še ni igral tak nogomet, mogoče pa sem se težko adaptiral tudi na ta nov slog igranja, vedno več je bilo igre z nogo. Tudi nismo imeli mogoče, edini, ki je bil res, da je dal podarka, pa da smo res imeli detajle, smo recimo v prestolici, smo imeli res nek build-up, pa je bil kratek čas. On je želel to noter dati, še takrat z nekimi inventirani in kva so že noter, ki grejo inventirani beki, že takrat je, ampak nismo imeli igralcev teh, da bi se... Ja, s tem Štiglecom je to delal. Ne, on je imel Putinčanin. Putinčanina je pripeljal takrat, ampak ni šlo, zadeva ni stekla, oziroma ni imel dovolj časa, pač rezultati so, pač imeli 2 tekmi, pa so šli, ne. Tako da če ti nimaš budžeta, ti ne moreš igralca spremeniti čez noč. V tujini verjetno pripeljejo drugega igralca, zdaj pri nas recimo s vsemi temi metodami ni toliko enostavno, če se ne bomo začeli ukvarjati z mlajših kategorij, da jih bomo vse to fante naučili. Problem že pri mlajših, ki imaš nekje pol že ta pritisk tega rezultata in ki si govoril, ta Nizozemska ne sme biti glavno vodilo. Kdo se te bo realno zapomnil, lahko ti rečeš, da si bil kadetski prvak ali pa mladinski prvak. Najbolj važno je, da si ti končan izdelek in kakšen izdelek si ti, ko si ti član. Zdaj, a si ti najboljši igralec, lahko si ti najboljši igralec druge slovenske lige, pa boš veliko boljši od nekega, ki je pri vrhu v prvi ligi, ampak igraš tisto drugo ligo, razvijaš se, važno je, kako se razvijaš, najbolj važno je pa kakšen si ti pol ti na konci izdelki in kako si pripravljen ti na članski nogomet. In velikrat se zdi, da te mlajši hočejo takoj te prve lige, na koncu zmerno pravim, mogoče kakšna druga liga za razvoj, ali pa konec koncev za nekoga tudi tretja članska liga za prvo leto. Preskok, to je, ne zavedaj se, ampak je zmerno ta prizvok druga, tretja, jaz hočem sam prva.
Vsi Pa smo... tam se obsediš 2 leta, pa nisi več zanimiv, Ja, ko pridejo mlajši. pa pride poškodbica levo desno, pa te ni več. Ne? In težko je to zdaj s temi fanti. Se mi zdi, da je ta mindset, a veš, zdaj, okay, to je verjetno tak globalen problem neke vzgoje, ne? Ampak vemo, ta problem super ambicioznih staršev, ki visijo na ograjah, usmerjajo svoje igralce na trenerja in levo desno, to je itak splošni problem, čeprav jaz moram reči, recimo, ko sem gledal tekme mladinske lige v Zagrebu, v Beogradu, moram reči, da je drugače, pa sem pričakoval Balkan, da tam so še krat 2 zateženi, napadajo sodnika, težijo igračem. Jaz saj teh tekmah, ki sem jih jaz gledal, moram reči, da tega nisem zasledil, kar me je presenetilo. Ampak kaj sem hotel v bistvu reči? Se pravi, mogoče prehitro se začne že neko to usmerjanje, čeprav se mi zdi, da ljudje sami sebi tega ne priznajo, da moj sin bo pa fuzbaler, ne. Moj sin bo pa to, moj sin bo pa živel od tega. Ampak verjetno tudi vi, ki ste igrali kot mladi fantje, ti nisi že pri 15 razmišljal, da boš ne vem kakšno kariero delal. Kdaj je vama recimo naredil tak kliker, vse mogoče sem pa dosti dober, da bi lahko živel od fuzbala? Mogoče je ta, ko ti uspe nek prehod iz mladincev v člane, ne. Šele takrat, ti si tresel brutalno v mladinskih ligah in tako naprej, ne? Ja, sem, ampak recimo ne, do 12. leta jaz sem treniral atletiko, tenis in nogomet. Okay. Ajde, atletika je bil tretji šport, nogomet mi je bil drugi. Tam si ženo spoznal, verjetno. Nisem takrat še. Takrat je bila mlada. Ampak ne, recimo tenis mi je bil prvi šport, tako nekako, ne. In pol je bilo nekako se treba odločiti, priješ 5. razred, takrat je bil, ne, zdaj je bil 6. pa šoli vedno več zahtevati in vedno sem si želel to, ampak nisem šel za tem, pač tako, res užival sem, zdaj pa imeli smo dobro ekipo, vedno normalno ti nek dober rezultat ti dodaja dodatno motivacijo, svoj lastni uspeh, normalno dodatno motivacijo. Tudi zaradi napredka sem se odločil takrat iz Gorice iti v gimnazijo Ljubljana Šiška. Zaradi razvoja se mi je zdelo, da se dela vrhunsko in na koncu se je res to pokazalo, da sem takrat naredil res največji napredek. Pol tista glavna potrditev je pa prehod od mladincev do članov, ne, zato ker ti tudi ko priješ, ne vem, ko si mulc, 16-17 let recimo, pa igraš proti tretji ligašu, takrat so v tretji ligi igrali kakšni, ki so bili s trebuhom, ti nisi mogel iti mimo, ne. Ja, in pol pri svojih generacijah si pa izstopil, ne. Tako da v bistvu ta prehod je pol definitivno najtežji in mogoče ta edina tista prava potrditev, karkoli je prej, je vse v bistvu, moraš res gledati na svoj razvoj. Pa tudi, veš, zdaj se dogajajo že te štipendije v zgodnih najstniških letih, profi pogodbe pri 15 lahko podpišeš v Sloveniji. Kdaj si ti zaslužil prvi denar s fuzbalom? Jaz sem, gledal, da si vprašal, jaz sem bil priključen članski ekipi, torej jaz sem bil že pač član, nisem bil več mladinec, torej izhodni letnik, jaz sem končal z mladinskim stažom, sem bil takrat se je glih zamenjala struktura v Domžalah, takrat je Stojanovič, po tistem pa sem prišel, ko so bili prvaki, ko je Stojanovič odšel, Protega odšel, takrat se je Đuranović, je bil kot športni direktor Pevnika, sem prvi trener pri članih, ampak jaz sem imel sam sestanek na koncu mladincev, mi smo imeli lepo mladinsko generacijo, tako smo bili tretji v državi, tako nekako, bili so Žele Filipović, Darko Zec, Jovan Vidović, jaz, v glavnem, bili smo kar lepa generacija teh fantje, ki so pol kar nekaj naredili, ampak pol, spomnim se sestanka, takrat so priprave, pridete na priprave, to sploh ni bilo vprašanje. Mi smo vedeli, jaz še pogodbe nisem imel, teče čas, julij, avgust, mi začnemo že sezono, jaz sem bil takrat 3., 4. golman Domžal, jaz prijem v koncu avgusta tako čist iz spoštovanja, da te mi sam povedati, a računate name, ali ne, da vem, ker bo konc prestopnega roka. In sem mi takrat rekel, lej, zaslužil si plačan boš že avgusta, torej avgustovsko ti bomo dali za nazaj, ampak to je bila moja prva pogodba. Pač pustimo, to je bilo takrat minimum, kar sem dobil, ampak jaz sem bil, to je bil moj organska rast in hvala Bogu, da sem še čez to, pa da sem šel potem, pa sem bil posojen v 3. ligo, pa sem tam vzel, ampak to je bilo meni pač dano in to sem vzel, jaz sem bil v 3. ligi branil, pa sem bil za mlado reprezentanco pol priključen, sem bila še skapu. Sem tebe vodila, oziroma takrat vse po mojem nas je vodila v bistvu ta želja, da dobiš priložnost, ne da dobiš pogodbo, ne. Zdaj pa tukaj že
pri mulcih pa je prej, že, ne. ok, bi že starši, ne, pa potem so že agenti toliko prej vključeni, kot so bili recimo v naših časih, itak stvari se spreminjajo, ne. In potem konec koncev tudi klub je prisiljen, če ima nekega ekstra talentiranega igralca, konec koncev ponuditi nekaj, zato ker vejo, da če je agent ali pa starš zraven ambiciozen, če mu ti tega ne boš ponudil ali pa nekako konkuriral nekomu, bo odšel in ti si izgubil potem talenta, ki si ga razvil. Pač, boš dobil neko odškodninco, ampak ne bo. Želel bi ga pa ti razviti naprej, da ga imaš potem za članski nogomet oziroma za karkoli. In to je zdaj ta problem, ne, kaj je zdaj prav, kaj ne, in potem si prisiljen in mu moraš dati. Ne, in zdaj, če nekdo pri 15-16 že dobi, govorim, že kar nek soliden denar. Včasih več kot fotra, ne? Ja, in potem lahko se v bistvu že tudi pol hitro poruši tudi ta hierarhija doma, ne? Ti si potem lahko, razumeš, in lahko se to hitro in to je problem. In jaz sem res hvaležen, da sem lahko tako zrastel in potem tudi naprej, tudi tako imel sestavljeno pogodbo, da sem mogel se dokazati. Imel 5, 10, 15 nastopov in tako mi je tudi pogodba potem rasla. In to je edini pravi način, to bi mogel uzakoniti konec koncev. Pač takrat si še realno, si še otrok v glavi, ne? Se pravi, zdaj ful si odvisen od razmišljanja staršev in pa agentov. Se pravi, če obstajajo agenti, ki skrbijo res samo za to, da je nek razvoj in oni te morajo usmeriti, ker ti takrat nekako poslušaš ljudi okrog sebe, hočeš, nočeš, zato ker svojo glavo nisi dovolj sposoben še razmišljati oziroma se odločiti pravilno, in jaz mislim, da imajo mogoče oni tukaj največjo nalogo in pa vpliv, kaj je najboljše v tistem trenutku za vsakega posameznika. Ne. Ker zelo lahko je debitirati, ne. Težko pa je držati konstantno, da ostaneš na tem nivoju, da imaš tako pogodbo, da te to motivira in da načelno ti preganjaš. Ampak pri 17 ti nikoli si ne boš res eksistence ali pa česar sigurno, pa naredil ne vem česa. Govorim v tem smislu, da si moraš to zaslužiti skozi neko konstantno, ne da ti, ker dobiš pogodbo, se vemo, kako je. Ne. Na podlagi potencijala. Ja, na podlagi potencijala samo. To je problem, ker lahko reče ta pa potencijal. Pa sploh še ni odigral minute v resnem nogometu. Tako, kot si rekel, pa pride en, pa te malo s trebuščkom 10 kil viška, 15 kil pa te odbije v ograjo, pa ga ne moš. To pač zdaj vidiš, ok, jaz malo delujem zdaj v tretji pa tej drugi ligi, vidiš, kako je pol, pa ti pride kakšen bivši, ali pa še leto nazaj kakšen mladinski reprezentant ali pa v 19, pa vidiš, da ne dela razlike v drugi ligi, kako bo, razumeš, in je to lahko, da jo bo, ampak to je proces. Ful je neugoden je ta psihološki element tudi teh fantov, tako kot si rekel, že pri ne vem kakšnih letih se začne govoriti o njihovem potencialu, seveda materijala, če govorimo o nekem slovenskem prostoru, je relativno mal, te, ki nekaj izgledajo pri nekih 14-15 letih, jih že vsi obkrožijo, od klubov do agentov, levo, desno, seveda glavna mantra je zdaj prodati igralca, se pravi, ti mu moraš hitro vršiti ta denar, da si ga kao zasiguraš, ne, da boš pa na njemu naredil milijone, ali pa imaš unoforo, enega prodal 10, ostali pa ne, ko jih jebe. In je to v bistvu, medtem pa rušaš, se mi zdi tudi pač neko njegovo mentalno percepcijo, kaj on rabi, ne, ker njega v bistvu ti od tega 14, 15, 13 letov vsi sam hvalijo, ne. To je super, noben mu nič ne popravlja, noben ga ne kritizira in polka on pride v članski fuzbal, se zaleti v steno, šok, oni stari igrači te bojo mali šamarali, če ne boš pravi mali, ne. Po drugi strani kar naenkrat ne igraš, prej ti je bilo vse dano, ne. Po si rekel, ko si rekel, greš v drugo ligo na neke grbave terene, malo nimaš duela, neki si bil fin igrač, kar naenkrat se soočaš z nekimi stvarmi, ki ti prej sploh niso bile jasne, ne. In zdaj iz tega izplavati je pa še bistveno težje, ne. Ja, ti se v bistvu, tako kot si rekel, se praktično ukvarjaš s tem, kje bo nekdo, koliko bo kdo, ne vem, zaslužil, namesto da bi se pa ukvarjali s tem, z razvojem, z nogometnim delom, se pravi tehniko, fiziko in podobno, ampak tudi z mentalnim in vsem tem, recimo, se pravi, s tem razvojem ti izgubiš praktično 4 leta, ne, ker se v bistvu že fanti, ko si rekel, pri 14-15 že začnejo razmišljati, oziroma starši, agenti o vsemu temu, 4 leta pa vržeš proč za določene stvari, katerim ne daš fokusa, kjer bi mogel biti pa po mojem največji fokus. Ne. Kdaj smo ti prvega agenta, recimo? Ko sem bil pri članih šele, pa sem pri članih že nekaj časa igral, smo imeli stike in tako starši so hodili na te neke sestanke, ampak sem imel to srečo, da sem bil nekako zaščiten strani staršev, pa ne zato, da ne bi želeli s komorkoli delati. Ne. Preprosto smo rekli, pravi čas, ne? Imel sem srečo, kljub temu, da starši niso imeli nobenega predznanja, ne? Da so nekako me zaščitili nekaj časa, pa sem tudi jaz slabo odločitev naredil glede kakšnega agenta, ampak ok, to vidiš kasneje. Ne?
Tle tudi ne morejo imeti. Kjero kamero, gledaj to. Ne, ampak tako, ja. Težko je, ko nimaš recimo nekega, oziroma ko v družini nima nekdo nekega predznanja, zato pa ja. Kaj pa delajo to? Iz katerih sfer izhajajo tvoji starši? Nimajo veze s športom. Ja. Tako da. Kaj delajo? Oče dela v kazinoju, Okay. Mama pa v tajništvu. Aha, no, ja. Tako da, ja. Ampak je to včasih bolj, razumeš, da laže, kot se govori, kao, Ta ja, prisotnost. fotor mi ful svetuje, ja. Ali pa neko Ampak to. oni so gledali na moj razvoj oziroma name. Pač niso, Tako, ne, ja. drugi pa verjetno te gledajo skozi denarsko številko, ne, kako bo s tabo neki zaslužili, ne pa kako bo tebe peljali skozi celotno kariero. Ne. So ljudje, ki to tudi razmišljajo, ampak jih je pa malo. Ne. Se mogoče to, ki si govoril, ta razvoj, pa to ne, tudi, recimo, ni pravila, lahko imaš nekoga, ki je zelo pet, ali pa ne, imaš te bivše nogometaše, ki njihovi sinovi zdaj briljirajo, pa so zelo dobri, imaš pa pol je to lahko nepotreben pritisk, ampak jaz mislim, da fino je pa imeti tudi, recimo, ne vem, nekje sem prebral, pa ne vem, kjer bivši nogometaš je rekel, da največ, kaj mu je lahko njegov oče dal, je rekel, da to ni, takoj po tekmi, to ni bilo nobenega komentarja, to je bilo samo tišina, pustil ga je, predelil, ničesar ni komentiral, ker velikrat se zmeram, hočeš nočeš se hiter, pa tam bi lahko malo boljš, pa malo boljš. In to je, hočeš nočeš na otroka lahko hitro odbijajoče in lahko nek tlele v zadnji pritisk. In jaz mislim, da pustiti otroke, da en nogometaš, ne vem točno, kjer je rekel, je v tem tudi govoril, okay, da je vse ok, ampak tudi tako, da je to, bi mogel v zakon praktično, da bi 1 kilometer v radiju igrišč ne bi smel biti prisotnosti staršev, takrat bi vsi otroci cveteli, zato ker bi sam razmišljal sam svojo glavo. Tako je pa, če ti vidiš starša, ki takole kuka, pa gleda, pa kakšni še snemajo treninge, to je pa problem, ker pa v bistvu ne delaš to zase, ampak delaš za nekoga drugega. In si na joysticku, ne? In to je problem. Jaz osebno pač pri moji rasti je tako, jaz sem bil sam, to je bila moja želja. Jaz sem bil, zgledoval sem se po zlati generaciji, hvala Bogu, da je prišla, da sem zavolil ta fuzbal. In to smo že enkrat dali čez in res, noben mi ni pritiskal, noben ni rekel, bo šel na trening, vse je bilo sam moja želja je bila in to sem si želel in konec koncev strmel k temu in tudi na tekme niso neki ful hodili, kdaj bi hotel, da mi pridejo pogled, ampak to je bil moja želja in se mi zdi, da to more rasteti v posamezniku, da to vzljubiš do te mere, da si rečeš, jaz pa želim to, nekaj več od tega imeti, ne da na podlagi nekoga drugega, ki ti reče, ti imaš talent za to. Ja, kdaj si vedel, da hočeš biti golman? Jaz sem zahiter, to mi je malo žal, da bi se, recimo, če bi don začel, itak bi verjetno drugače bil tudi voden. Jaz sem pa tudi pozno začel trenirati, po 13 letih. Tudi tako, kot si ti rekel, jaz sem probal vse, jaz sem šel čim je bilo v šoli kakšno tekmovanje, vse sem se prijavil, atletika, fuzbal, košarka, odbojka, vse sem šel na vaterpolo, smo šli vaterpolo, ker smo imeli par sošolcev, sem imel plavalcev, 1-2 sta bila vaterpolista, mi smo bili podprvaki v vaterpolu, pa ne samo to, jaz sem bil valjda v gol, sem sedel v vaterpolo, igramo v finale, v finale igramo v Kopru, v Unmu balonu, v Žusterni, igramo v finale pred Kranjem, itak so bili boljši, ker tam so plavali in vse. In mi igramo in mene unimajo kontro, na drugi strani mene krči začnejo na golu in se mogu za mrežo sem se mogel držati, zato ker so me krči, pa so me ven vlekali iz samega bazena, ker pač nisi navajen tega, ampak ja, vedno spravim na vse možne športe sem se prijavljal, treniral in mi je res fino, no, tako da sem pol šele s 13 sem šele recimo rekel, ok, zdaj bom pa šel v fuzbal, pa pač pol počas napredoval. Vaterpolo je zelo zahteven šport. Imam eno anekdoto, moj fotor je igral vaterpolo namreč, še jasno v času Jugoslavije in je branil v Kopru, ker je bil takrat pač klub tam največji gor dol in igral neko tekmo z nekim klubom iz Srbije, zdaj malo bom priredil in ga gledajo neki ljudje iz tribune in rečejo, ta golman vam je čudo, razumeš, gor dol, dober je, a da jutri ga še enkrat pogledamo, ko so še enkrat igrali, pa mogoče bi ga vzel, ne. In fotor to pač ne ve, oni zmagajo to tekmo, se ga napijajo državne, čez noč, naslednji dan brani, katastrofa, ne, pa te ogledniki rečejo, kje vam je pa golman, ki včeraj branil.
Tako da težka je golmanska. V glavnem, glede na to, ne, da te že prej malo leti vprašal, pa da smo imeli zdaj tudi imamo posebno golmansko zlato žogo, ne, to nagrado Lev Jašin, ki je vzel Emi Martinez. Zikar si zaznal na socialnih omrežjih zdaj v zadnjem že daljšem obdobju, imaš skozi te primerjave, ta ali ta. Ne. In bova šla zdaj čez najboljše golmane, jaz sem pač neki zborček naredil, najboljše golmane trenutno na svetu. Se pravi, pravilo je preprosto, dam ti dva, izbereš enega, ta gre v naslednji krog, ta izpade, na koncu pridemo do zmagovalca. Prav vsakmu bi te prosil za tako mini obrazložitev, zakaj si se odločil, in bomo pol mogoče na koncu naredili recenzijo, kaj je golman po tvojem okusu, pa recimo tudi po tvojem. Si pripravljen? Sem. Se pravi, to je Nejc Vidmarin izbor najboljšega golmana na svetu. Ter Stegen ali Unai Simon? Ter Stegen. Okay. Imaš, pa se pravim, zdaj že, rekel, ker je konstanten že toliko časa rekel, z Barcelono, vsem gre za enega verjetno najboljših pri igri z nogo na svetu, že toliko časa in ja, pa igra za priljubljen. Klub tega imaš še dobro. Dobro, da zdaj nam bo Ter Stegen delaš vprašal. Ter Stegen ali David Raya? Vsem Ter Stegen, to pa zato, ker ja, Raya se razvija oziroma je... Ti všeč? Ja, zanimiv, glede na to, da ni tipičen tak nek velikan, medtem pač modern vratar, veliko igra z nogo, z roko, zelo dobra distribucija z nogo, sploh nima nekih težav pri visokih žogah, glede na njegovo višino. Zelo dober je pri tem. Zelo dober, celo lani svoj čas, ne vem, kako je letos, je bil celo najboljši v tem, tako da Arsenal, kolikor je bilo na začetku zgledali, ker vemo, kako je imel par kiksov, kaj so zdaj dobili spet, zelo lepo vodi. Ampak Ter Stegen. Ter Stegen ali Mike Maignan? Ta je pa že malo bolj. Pa mogoče bi zdaj pa vse Mike Maignan je zdaj kar, rekel, v zadnjem letu, dveh naredil res en preskok, oziroma res zanimiv golman in pač ja, če kje v Italiji znajo delati z golmani, tako da, ja, čeprav gre za Francoza, ampak tudi Francozi so naredili nekaj golmanov že. Šole so zelo različne, ne? Ja, italijanska, nemška je pač, vemo, dosti branjena s telesom, z nogami, bolj tako, da se narediš večjega. Italijanska je bolj napadanje žoge, tako da ja, je meni najbližje, oziroma največ sem prakticiral to italijanski način, celo imel šanso z trenerjem Bonajutijem delati enkrat, dvakrat, ko je me povabil, sam je razraven, ko je bil na Brdu, tako da res next level. Ja. Ok, Maignan, se pravi Maignan ali Ederson? Ujebem ti. Zelo težko bi se odločil, ampak vsem bom ostal z Maignanom. Okay. Pač lahko bi šlo eno ali pa drugo, ni zdaj nekih, ampak mogoče zaradi tega, ker je branil Italijo, oziroma da mi je bližje to. Ni druge. Maignan, Thibaut Courtois? Maignan, vsem je, ja, Maignan, Courtois ima zdaj malo smole s poškodbami posebno, ampak imel je svoje tako... Obdobje, ki je bilo, da je najboljši golman na svetu. Ja, svoje obdobje je bilo to, ampak nikoli mi pa ni, ne vem, nekaj me ni pritegnil, pa ne zaradi tega zdaj, ki je zdaj v Realu, pa tudi takrat, ki je bil v Chelsea, pa to. Ne vem, mi ni bil neki najbolj priljubljen, ampak pustimo, kvaliteta je pa vsem za top 5 golmanov na svetu. Ampak recimo, da vsem stane z Maignanom. Ampak največ za drugo mesto, ker Maignan gre naprej. Mike Maignan, Manuel Neuer? Maignan, sploh trenutno. Neuer v zatonu? Malček vsem že, pa tudi me moram je težke poškodbe dal čez, sploh tista, ki si je na smučanju zlomil nogo. Tako da v tem momentu sploh svoj čas pa ja, je bil Neuer, ampak nemška šola mi razen ludega tega Kana. Dobro, ampak takrat, če nisem dojemal tudi tako, ampak takrat ja, je bil Kan, persona, ampak Nemci, hočeš nočeš, so da zmeram vrhunske golmane, na koncu te mene ne vpraša, kdo je, kako si branil, ampak sam da si branil, ne, zdaj, na kakšen način, je pa drugo. Mike Maignan, Donnarumma? No, zdaj smo pa pri Italijanih.
Ja, pa vsem bi vstal pri Manjanu, pri Donnarummi me mal niha v te malo samozavesti oziroma v tistim, tudi ko smo malo analizirali, tudi na golmanski licenci, ki sem imel pred kratkim, kako je imel v bistvu, kako ga je mal ta menjava okolja pohecala oziroma da je imel malo težave, kako je ne vem, na prvenstvu, takrat, ko je Italija osvojila, kako je takrat stal na teh raznih visokih žogah, kako zdaj malo ima težave s tem, tako da trenutno ni, rekel, na najvišjem nivoju, oziroma da je bil že takrat tisti čas, ko so bili prvaki z Italijo, se mi zdi, da je bil še v boljši formi. Tudi ta igra z nogo ga dosti limitira. Ni na tem nivoju, no, mogoče, da bi lahko rekel, da je res najboljši vratar na svetu. Mike Manjan, Jan Oblak. Vidim, kaj pa stacam. Podmukla, ne? Da se bo profesionalno ali pa čustveno odzval. Zdaj bomo pa videli. Kaj, ne, mislim... Tako bom rekel, če hočemo gledati zdaj sam, recimo glede branjenja, glede tega, jaz mislim, da je najboljši vratar na svetu Jan Oblak. Govorim samo o refleksnem in tudi mislim, da glih Ter Stegna sem poslušal, ko sem imel neki kviz o tem, rekel, mirnost, branjenje, recimo shot stopping ali pa tako res reflekse, pa te zadeve daleč najboljši. Pa na liniji, ne? Na liniji Jan Oblak daleč najboljši. Zdaj pa, če gremo modern vratar, kako mora biti malo vse, mogoče so pač te nianse, ki so pa recimo pač pri igri z nogo in te stvari, ampak ne govorimo, da daleč te še vedno vrhunski top, govorimo pač sam, kaj loči pri detaljčki, je pa vse mogoče to. Ampak kaj, ne, moram iti z Janom Oblakom. Koliko se poznata, koliko sta delali z reprezentance? Bila še v mladi reprezentanci, sem bila celo Cimra na začetku, ko je bil on še v Olimpiji, takrat sem tudi tvoj letnik, ali ne? Mlajši. On je 93. Še res mlad takrat nam govoril. Tako da on je bil takrat v mladi reprezentanci iz Olimpije, jaz sem iz Domžal, takrat v mladi reprezentanci so se malo menjala, celo jaz par tekem pred njim branil. Ampak res... Pa kasneje v Članski si bil tudi... V Članski tudi, ja. Kako si videl ta njegov napredek od takrat? Nisem si mogel predstaviti, vsi smo videli, da je res, ampak to je tisto, ko rečeš v košarki za Luko Dončiča, takih talentov, tazga tipa vratarja ne moreš natrenirati, to je karakter. Nekaj fotor naredil. Karakter in tudi to, da je tako miren, tako, mislim, če njemu pride Messi, pa mu udar, mu je isto, kot da mu prišel tlele pred blokom, tako deluje, verjamem, da mu ni verjetno, ampak ta njegova mirnost, noro, res, tako da nimam slabe besede v njem, pa tudi tak skromen je, na trenutke ne vem, ko sem imela golmanski trening v reprezentanci, takrat še Maurič nas je treniral, pa smo delali neke napadene žoge, glih ta ataka famozna in pač to sem dosti treniral in sem bil dober v tem. In pol na neki točki, kako greš ti to tle? On mene vpraša. Jaz ne gledam, Jana, ti res, ti deli ti svoje, ti už mene sprašal, jaz bom te zdaj predaval, kako je. Pa ne, resno, kako greš? Tako sem rekel, daj, pejt brand, pa daj mi mir. Tako da Jan je res Ampak zanimivo, ne podcenjuje tega, da se lahko do vsakega nekaj nauči. Zanj sem gledal Guardiola, ki je Southampton premagal, navdušen nad tem, kaj mu je ta Russell Martin taktično naredil. To je to. To je ta Guardiola tudi reče, pač takrat nehaš rasteti, ko se nehaš učiti. In to je pač stalno. In tako sem rekel, vratarstvo, golmanstvo, to je leta 2005 ali pa 2024, to je drug šport. 2005 je bilo, so mene trenerji učili in to je mogoče tudi malo stvar, ki mi manjka na splošno, tako sem rekel, ti nimaš kaj izmisliti, izbijo, če je lahko Maldini izbije, če je lahko izbije, tako na tribuno je lahko tudi. In tako so nas učili, da je tako, pač štoper je, golman pač, Bog ne daj, da mu vrneš, rajš v avt. In tako smo pač, in si v določenem pol se je treba prilagoditi, saj so se nekateri bolj, nekateri manj, ampak to je drug šport. Zdaj se že za selekcija drugače dela, ne? Jan Oblak, Alisson. Neč moramo z našim ostati, Jan Oblak seveda. Ne, Alisson je... Kotera visok po tvojem okusu?
Ja, zelo, predvsem zaradi te igre igre z nogo. Ja, verjetno najmočnejša noga na svetu, bom rekel tako, iz koraka, kam je lahko, in zato je tudi v Cityju, zato si ga je izbral. Branjenje tudi na zelo visokem nivoju, ampak če recimo, da si zelo podobna Jan Oblak, pa v smislu tako, če jih daš, recimo igra z nogo, je verjetno Alisson boljši, branjenje je Jan Oblak boljši in ja, na koncu imaš to. Odloči to, da je Jan naš. In zaključuje Oblak, Emiliano Martinez. Ne, ostanem z Janom. Jaz sem pričakoval, jaz sem mislil, da bi boš rekel Handanovića. Ampak govorimo samo še o aktivnih golmanih. To te bom prihranil. Vendar smo zelo prijazen podcast. Emiliano, vseeno mislim, da govorim tudi Jan Oblak, moramo vedeti, da že od leta 2, takrat že od Benfiki, ki je prišel na sceno, tako ko je z Benfiko začel pa poč seveda z Atletikom, že toliko časa na sceni in toliko časa, rekel, v teh govoricah top 5, top 10 golmanov, enkrat malo više, enkrat malo niže, tudi odvisno od Atletika, kam prileze. Medtem, ko Emiliano, ja, od tistega svetovnega prvenstva, pač njegova obramba je bila odločilna, ne moramo tega za naslov brani na nekem valu. Je tako malo divji vratar, se mi zdi na trenutke tako, ampak brani tisto. Morate biti malo nori, to si pravi. Je divji, ni zdaj rekel čisto tak šolan, tako rekel, ampak trenutno zvilo mu klapa zadeva, res nimam kaj reči, ampak verjetno tudi zasluženo. Ampak tudi če bi šlo komu drugmu v roke, ne bi nič bilo narobe, ampak... Tako kot v današnjem izboru Nejca Vidmarja, ne zasluženo. Upam, da se nisem nameril, Mike, Alisson, Ederson, kje ste? Najsečnejše, ko mu nisem dal sarve. Kakšen je golman po tvojem okusu? Recimo, če se malo teh dotakneva. Mislim, res jih je dobro opisal. Ali pa si ti igral z njim, s kom ti je bilo kot golmanom, da ti je... Oblak in Ederson, ne. Zdaj pač jaj. Ti smo še celo iz tega seznama kandidate, sem mislil, da bo šli do Mitja Pirika. Top trener. Verjamem, da mu bo uspelo ustvariti ekstra golmana. Zdaj bo to bil en dan njegov sin ali kdo drugi. Njegovo razmišljanje, v bistvu človek razmišlja v prihodnost, ne. Kam se pač, kako se spreminja vloga vratarja, oziroma on ga kliče, da je igralec, da ni več to vratar, ne, oziroma igralec, vratar. In mislim, da bo šlo predvsem v to smer, ne, da bo noga imela vedno večji pomen. Še vedno osnova je normalno. Vratar si moraš braniti. Čaka, da se po boku vključi po roki. Se invertiraš. Ne, ampak imaš ekipe, recimo, ni daleč stran ekipa od nas, recimo v Dineze, ne. Sicer na trenutke si želi poskušati tako igrati, da recimo celo vratar pride kot centralni branilec v igro, v fazi posesti žoge. Normalno, zdaj več kot toliko visoko ne more iti, ne. Ampak vidimo tudi Barca, kako je igrala vratar zunaj, pobira vse te žoge, riziki. In ja, vratar bo vedno bolj vključen v to igro, ker preprosto ima še enega igralca več, ker nasprotni vratar normalno, da bo ostal na golu, ne. Se ne bo vključil v igro, se pravi, ti v bistvu igraš 11 proti 10, ne. Če imaš vratarja, ki zna vse, se pravi. To osnovo, kar pač mora narediti, ne, kar so mogli do zdaj delati, in pa to, kar se bo od njih vedno več zahtevalo. Ja, saj smo pač najbolj ta znamenit primer tega, da se je vratar moral vklapljati v sisteme, to, ko je Guardiola prišel pa odrezal Joea Harta, ki je bil prvi vratar angleške reprezentance. Toliko kruto to je na tem nivoju. Za konc, če te vprašam še tole, evo, kdo je bil tvoj golmanski vzornik, ko si odraščal, to so bili vendarle neki, kot si rekel, drugi časi, drugi golmani. Si imel kakšnega tazga, ki ti je bil Kana, si omenil, Oliver Kahn, sem hotel reči. Ja, Oliver Kahn je bil tisti čas na persona. On je branil vse. Ja, on je branil, ampak tisto, ki se je še povalil 16-krat. Pa ona glava je frizura lepa tudi. Pa frizura nemška, pravi ura, res Hosenträgeri. Ampak ja, okej, zgodilo se to pač v svoj čas. Dobro, pa so prišli že Italijani, ne. Dobro, takrat še Toldo pa te, ampak pol kasneje Gigi začel, ampak meni je bil všeč, pač takrat sem bil otrok. Takrat, ko je bila Valencia, meni je bila Valencia všeč. Canizares, zaradi frizure. Je bil tak pa z unim pogledom, ko je rezal z unimi očmi, pač mi je bil z tega vidika všeč. Tako da, ja, drugače pa kasneje pa imel sem srečo, da sem delal recimo v Domžalah z Dejanom Nemcem, sem se veliko naučil, ki je bil pač tudi takrat reprezentančen vratar, da mi je dal neke smernice, vse nekaj usvojil, tudi nekaj predelov v tujini.
Oli Kahn, recimo iz otroških let, recimo, je bil res tisti. Ti si imel kakšnega levega beka, te tvoje pozicije štoparja, kaj so bili tvoji reki? Samo da je bil Brazilc. Ne, Ronaldo mi je bil vedno vzornik. R9. Luis Nazario de Lima Ronaldo, samo eden, verjetno bi on imel 8 zlatih žog, če ne bi imel toliko poškodb in take konkurence, da ne bi imel samo enega konkurenta, ampak mislim pač, on mi je bil tako, on mi je še zdaj nekako popoln napadalec, v bistvu praktično vse. Najboljša devetka v zgodovini, ne? Ja. Verjetno. Menja. S kom boš, da nehamo, ker z Ronaldom, ne? Višji ne moramo. Tako da, fanta, hvala za družbo. Ed je malo spil, ne smo mi, da to razdelila. Denisu lepe pozdrave, da njegove sončne kanarce. Upam, da se zakuri kaj na urem soncu, da pride v pečen nazaj, da se bomo vsaj v nečem lahko z njega norca delali. Fanti, hvala. Hvala tebi. Se vidimo. Ajde, čau.